Slovenski oftalmologi bi radi opozorili na nevarnost nezaščitenega gledanja sončevega mrka s prostim očesom, ker pri tem pride do poškodbe vidnih čutnic v rumeni pegi, ki je zaslužna za centralni vid. Namreč pri gledanju sončevega mrka lahko pride do fotokemičnih reakcij v rumeni pegi. To je podobno, kot bi recimo z zbiralno lečo usmerili sončeve žarke v les ali papir in bi na tem mestu prišlo do opekline. To je centralni del mrežnice, rumena pega, kjer pri gledanju nezaščiteno v sončev mrk pride dobesedno do opekline tega predela, kar pomeni, da taki ljudje lahko vidijo kasneje doživljenjsko slabo. Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju barv. Če so te poškodbe manjše, lahko pride do spontanega manjšega izboljšanja teh okvar, velikokrat pa gre za težje poškodbe, pri teh pa ta okvara ostane in kar je pomembno, da se zavedamo, da učinkovitega zdravljenja za takšno stanje nimamo. Zato je na tem mestu zelo pomembno ozaveščanje javnosti, da nezaščiteno gledanje sončevega mrka lahko povzroči nepovratno izgubo vida. Pri tem bi predvsem poudarila, da so predvsem dovzetni za take okvare tudi otroci, ker imajo bolj čiste optične medije, bolj čisto očesno lečo, ki še bolj zbere te škodljive sončne žarke v rumeni pegi. Hkrati gre to tudi skupaj z radovednostjo otrok, ki pač še bolj na tak pojav opazujejo. Pri tem je potrebno poudariti, da je, že kot smo večkrat rekli, samo gledanje v sonce je škodljivo, pri tem pa, ker je sončev mrk vseeno kot pojav, pri katerem gre za manjše bleščanje, ljudje lahko še bolj intenzivno in dalj časa lažje gledajo tak pojav kot direktno sonce. Poleg tega so te poškodbe neboleče in zato ljudje ne odreagirajo. Sama sončna očala oziroma varilna očala z oznako pod 14 ne zaščitijo pred samo okvaro, zato je potrebno imeti specializirana namenska očala za opazovanje sončevega mrka, ki so seveda ustrezno certificirana. Poudarili bi tudi, da za otroke je potrebno imeti otroška zaščitna očala za opazovanje sončevega mrka, ker so zaščitna očala za odrasle jim lahko prevelika in tako ne nudijo zadostne zaščite. Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna, ker ne nudijo dovolj zaščite. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pego in jo ukvarijo. Zato je pri fotografiranju, opazovanju s teleskopom ali z daljnogledom vedno potrebno namestiti posebno folijo pred samo optiko omenjenih naprav, da lahko varno opazujemo sončev mrk.